dober večer na letošnjem 4. literarnem Stajterku. Tokrašnja gostja je Barbara Korun. Lepo pozdravljena. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Evo, v izbrani družbi se prav že veselim enega lepega večera. Torej, Barbara Korun se rodila leta 1963 v Ljubljani, kjer je tudi diplomirala iz slovenistike in primerjalne književnosti in skoraj 2 desetletji učila slovenščino po ljubljanskih gimnazijah. Kar se mi obnese, ste se dobila izračun za penzion. In je 935 evrov, vse na račun mojih 20 let v šoli. Torej, prosveta ni. Delo prosveti ni slabo. V primerjavi samo zaposlenim v kulturi je bogatstvo. Nekaj let je potem Barbara delala tudi kot lektorica in dramaturginja v slovenskih gledališčih. Sedaj pa ima status stalno zaposlene književnice. Barbarina zbirka Ostrina Miline je šla leta 1999. Je bila nagrajena na Slovenskem knjižnem sejmu kot najboljši prvenec leta. Njena 4. zbirka Pridem takoj je šla leta 2011, pa dobila Veronikino nagrado kot najboljša slovenska zbirka leta. Nagrado Zlata ptica za posebne dosežke v poeziji in bila nominirana tudi za kritiško sito. Barbara Korun piše tudi kritike in eseje ter aktivno promovira poezijo, ki jo pišejo ženske. Sodelovala je v uredništvih Nove revije in Apokalipse, bila je članica društva PEN. Od leta 2014 organizira redno mesečna srečanja o branju novih zbirk slovenskih pesnic, Pesnice za pesnice, za kar je leta 2020 dobila nagrado Mira Slovenskega centra PEN. Kot recitatorka pesmi Srečka Osovela je sodelovala z vsestranskim glasbenikom, vokalistom Zlatom Kavčičem pri nastajanju zgoščenke Vibrato tišine. Režirala pa je tudi monodramo Prirepo Cankarjeve gospe Judit Zelenčko Ferenčak. Njeno pesniško delo je bilo objavljeno v 14 samostojnih književnih prevodih in v preko 80 antologijah v več kot 20 jezikih. Je tudi dobitnica 2 italijanskih mednarodnih nagrad. Njena predzadnja 6. zbirka Vmes je šla leta 2016 in je bila nominirana za Veronikino nagrado. Letošnja zbirka, to je 7. po vrsti, Idioritmija, pa je bila nominirana za Jenkovo nagrado. Barbara, včeraj so podelili Jenkovo nagrado, dobila jo je Jelina Dragičević, lansko leto smo gostili na literarnem Zdajtrku. Bil je začetek drugega vala pandemije, tako da sem z Nino klepetali jaz tukaj in ona v Ljubljani. Kakšni so takšni občutki ob nominaciji in potem ob razglasitvi? Vem, da Nino podpiraš, da ti je Ninina poezija blizu. Ja, moram reči, da tako zdaj, ko si prebrala vse to, sem rekla, se sem dobila ful enih nagrad, pa nominacij, pa tako da no, okej. Sem se tudi že naučila, da če ti ne povejo prej, potem nisi dobil nagrade, tudi če si nominiran, tako da sem imela, je bilo že kar jasno, da je pač ne bom dobila, no, ampak potem so pa vseeno en dan prej povedali vsem, kdo je bo dobil, tako da sem vedela. In so šla na podelitev prav zaradi tega, ker se mi zdi, da nagrado dobi poezija in da s tem, ko pridem kot nominiranka in sodelujem pri tem, da podprem poezijo in se mi zdi, da je to dobro. Tako malo sem pa razočarana, ker je bilo pač včeraj, je pa res, da je tudi COVID spet posluši, da sem bila pač poleg nagrajenke edina nominirana, no. Je pa res, da je bolezen, no. Tako da vem, da Alja je imela na Veroniki in se je pol to razširilo še, je Aro Pepelnik okužila, pa tako naprej, tako da so te zgodbe pač ni normalen čas. Absolutno bi si želela, in to je taka moja želja, ki je zdaj javno
povem, da je Jenkova nagrada, tudi zato, ker je to stanovska nagrada in ker se tudi sama spomnim, kako sem šla na prvo, mislim, da me je Aleš Debeljak povabil, sem jih zbirko izdala in rekel, ja, te prid, ne vem, kdo je dobil tisto leto v Kranjskem gledališču in to je vse trlo ljudi, to so bili vsi, ki so kolčkej, ne samo pesniki, ampak tudi drugi pomembni pisatelji, ne vem, Branko Jančar je najbrž bil, pa še cela kupica drugih, tako. So bili tam, ne, in je to v bistvu bil res en tak velik praznik. To praznovanje, da imamo tako dobre pesnice in pesnike in da imamo slovenščino in da imamo dežela in državo in vse, kar to se mi zdi, da se splača praznovati, kadarkoli je možno, kadarkoli prilika. Barbara, tvoj literarni prvenec Ostrina Miline namiguje na dvojnost že z samim naslovom, torej Ostrina Miline. Zakaj ostriti Milino? V eni izmed pesmi jo imenuješ tudi Mrtva Milina. Mrtva Milina? Ja. V eni izmed pesmi, ki jo posvečaš Anetu Zajcu v tem ciklu. Da bi to je zdaj napisala, veš, da se zanikam. Samo da piščem, mogoče zakaj ostriti Milino? Ja, to je tako hit. Jaz sem knjigo izdala relativno pozno, začela sem pa pisati dobro, v osnovni šoli, če ne štejem to, ne? Če štejem pač gimnazijske stvari, sem začela pisati pač v gimnaziji. In nekatere od teh prvih pesmi so gimnazijske pesmi še. Se pravi, je trajalo kar 18 let od takrat, ko so bile napisane in objavljene. Razlog za to je bil moje življenje, torej v tem smislu sem imela zgodaj otroke, med študijem še v prvem letniku, sem se pa ločila, sem pač bila sama zaposlena in sem šla tako v šolo, ko se je dalo, da sem preživela, ko sem imela občutek, pač, da moram preskrbeti svoje otroke, dva fanta, ki imate zdaj 3 in pa 2 otroka, se pravi, imam 5 vnukov. Vnukinja je že 12 let stara, tako da je že kar pubertetnica, evo, tako gre to. Ciklusi. Kako sem? Kot je ciklusi. Ja, hitro gre, hitro so obrne, strašno hitro. Tako sem mislila, da pač si ne moram prvoščati tega, da bi bila pesnica in da bi se s tem ukvarjala, ne. In me to materinstvo pač popolnoma nekako posrkalo vase in seveda tudi šolništvo. Ves čas sem si pa želela, da takoj, ko bo možno in res takoj, ko je tam malo naredil maturo, sem šla iz nekam drugam. Nisem si še upala v svobodo, ampak ves čas sem si to strašno želela in sem šla potem, ko sem le premogla toliko poguma, v najbolj, po moje, predvsej neprijetnem času, ko se je res tudi ta status zniževal in honorarje in vse. Ampak kar prve 2 leti mi je še šlo še kar v redu, no. Tako, pa anksioznost, panični napadi. Se pravi, ta svoboda ima 2 obraza, ne. Načeloma si res prost za to, da pišeš, pol pa v bistvu nimaš pa tega stalnega dohodka, ne. Se pravi, ni te varnosti in odvisno, kako se navadaš ali pa kakšen človek si ali pa kako si pač s tem, moraš shendati to, no. Da zaupaš, da bo, in da se navadaš, da gre pač gor pa dol, da imaš tam en račun za slabe čase, ne, in večkrat tako izpravim, malo maščobice, ne, da lahko se pustiš, pa nič ne zaslužaš, pa počas. In sem se počas ufurala, no, tako v sceno, prav se mi zdi, lahko rečem. Imela sem velik, kako se temu reče, če privilegij malo preveč, ampak ja, res sem Ljubljančanka rojena in moji starši sta oba pač kulturnika, ne, znana fotor sploh. In
za Nikota Grafenarja je bilo to važno. Čeprav ima moj fotor ene posebne strategije od nekdaj, kako je on to s tem handlal na svoj način, ampak ja. Tako da, ja, sem imela podpore veliko, pravzaprav. In tudi od doma se spomnim, moj oče tak pošten človek, ki sem dala zbirko prebrati tik preden je šla, tako celo, je rekel, tako me znam tak trenutek poiskati situacijo, ker je res tako močna že. In je pa tako rekel, jo prav, da sem si vdahnil, ker sem se zelo bal, kakšna bo, in kako bi mi povedal, da mu ni všeč, no, skratka, tako mi je dal vedeti, da mu tega ni bilo treba. Tako, ja. Preden v bistvu greva na tole mila smrtna milina. Smrtna milina. Ja, v himna Daneta Zajcev. Ja, ni mrtva, je smrtna. Ni pa mrtva, ja. Jaz sem skušala malo parafrazirati, očitno mi je prišlo v mrtva. Torej, v enem izmed intervjujev sta Šugmana dejala, da sta, ko sta gledala Jerneja Šugmana, bila vedno zelo tiho in kolegi so večkrat rekli, da sta kot da sta pri maši. Kakšno je potem to razmerje, če se rodiš staršem umetnikom, kulturnikom in si sam potem, torej umetnik, kulturnik, še je ta strah pred vsako naslednjo pesniško zbirko? Ne, sploh ne. Mislim, tudi moj oče rekel, kaj se je v poeziji, pa v bistvu nič ne vem. In ima res en tak zanimiv odnos do tega. Mami pa kot mami, ne je pa vse dobro, kar napišem, tako da ni glih tako en tak zanesljiv kritik, ja, je. Ampak je pa zmer tako zelo čustveno, mislim, tako zna videti dobre stvari v mojem pisanju, tako da nimam več. Za prvo knjigo sem manj imela tudi zato, ker je bila tako erotična in za tisti čas tako nekaj. Ampak ena od stvari, ki sem razmišljala zanj, ki sem se tako lepo naučila, ki so me starši tako lepo naučili, je spolna usmerjenost. Se spomnim, da smo o lezbikah in gejih tako smo še pred šolo, kaj po televiziji, ja, se on je pa gej, tako kot so baletniki velikrat, pa tako mama je imela prijateljico, ki je pisala, da smo šli tam lezbično razmerje s partnerico so sebe in je bilo vse tako res brez problema. In odnos do besed. Se spomnim, da sem kot mala moralistka nekaj, kako da preklinjati se pa ne sme in je ko mama rekla, vse to je beseda kot vsaka druga. Se pravi, je en tak, kako ne rečem, en tak prostor je mogoče malo širši, kot mogoče, ne vem, mislim, to so zelo različni. Širši, kot mogoče drugje. Tako, ne, ker prav, če greva k erotiki, tvoje pesmi že iz prvenca, torej Volk, Jelen in Led, so vrščene v krasno antologijo slovenske erotične poezije, ki jo uredila Alojzija Zupan Sosič, drugače se pesniška ta antologija imenuje V tebi se razraščam. Ta eros, slavljenje do življenja, do spolnosti, izredno svobodno, izredno bogato ga beseduješ. Sem ga. Ja, zadnje zbirke niso več tako. Ampak imam drugačen erotični naboj, predvsem po boju, po svobodi. Ja, no to je tudi ena od teh erotika in ustvarjanje umetnin, takih ali drugačnih, ki brez erotike ne morejo nastati. Se pravi, je ta širše pojmovanje erotike, se pravi, erotika res kot ljubezen do nečesa drugačnega, drugega. Nekaj, kar te je pravzaprav tuje, ampak te neznosno privlači in hkrati straši. Erotika je tudi strašna. Je tudi, ja. In kakšne potem razmere, recimo v tvojem prvencu do pesnikov, recimo kot so Danes Zajc, Šalamon, tudi Kocbek,
ker po eni strani v bistvu jim namenjaš poezijo, po drugi strani pa v bistvu na nek način postaviš žensko prav to pozicijo, kot si rekla na začetku, me je materinstvo čisto posrkalo, zakaj bi pa potem ženske sploh pisale. Ja, no se to predavanje sem začela točno s tem, da je prostor, še zmeraj mislim, da je prostor poezija za ženske prepovedana. In to je bil tak strašen stavek, ker so mi prijateljice že takrat rekli, mislim, kaj fotri, mame so važne, kje so mame, ne, sam fotri važne. Tako, to je bil prvi tak odziv, drugi je pa bil, ja, res ko misliš, da so kaj pa imelo predstavljalo, zakaj bi bil prostor poezija za ženske prepovedati. No in zdaj sem imela priliko, ko so me povabili po Eloizinem priporočilu, sem mislila, da bom šla v London v Pol, zaradi mame, ker je slabo zdravstveno, nisem šla. No, ampak sem naredila en tak, tako, 70 let poezije, ženske poezije na slovenskem, no, tako da rečem, recepcija in pesniški odziv. Jaz sem zelo na hitro, kaj če še 10 minutah, Adoš Karl, Saša Vegri, Svetlana Makarovič in pa sem sam preskočila na Nino Dragičevič, kjer je Aljoša Harlamo to lepo napisal, da je pač ženska, pač ona sama reče, kritična Nina, steber generacije, in prav, zdaj imamo končno steber, ki je ženska, končno, skratka, imamo to, in se mi zdaj je tak lep odziv, glede na začetne, ki so bili vsi po vrst, od Karmavnerjevga, ki recimo za Saša Vegri, ki je pisal zelo pozitivno, recimo te so bile pozitivno sprejete, te naštete poznal Adoš Karl, ki ima posebno zgodbo, ampak na ozadju grozne, slabe in nemogoče ženske poezije. Se pravi, ta termin ženska poezija je bil rezerviran za, tako kot je Karmavner tam zelo plastično opisal, za neko hrbtenenskost, nedoraslost, ki se želi, recimo, v moškem nekako najti svoj smisel. No in to se je zdaj popolnoma spremenilo, se mi zdi. Se spreminja, in to smo tudi včeraj z Natašo Velikonja, ker bi tam tako rekla, ja, to pa je res nekaj, kar v toku življenja doživiš to spremembo. Ker tukaj bi te vprašala kot slovenistko v določenih učbenikih, oziroma bolj velikih, pa še je v bistvu ženska poezija definirana s 3 definicijami, kar se mi zdi mogoče sploh za to strokovno izobraževanje sporno, torej ženska poezija namenjena ženskam in ženska poezija, ki jo pišejo ženske. Mislim, da to na nek način za mlade duše, ki morajo postati kritični misleci in mislice, dokaj sporno. Ja. Zato sploh ne uporabljam tega termina ženska poezija, samo poezija, ki jo pišejo ženske. Ker smo imeli tudi v Apokalipsi, pa Stanka je prenesla pač gender temo, zato so se pač tudi pridružila Apokalipsi, to mi je bilo zanimivo. Z tega stališča, a je ženska pisava neka posebna pisava, kaj je bilo to, ta LSX-u, pa pač vse te različna mišljenja. Po eni strani, po drugi strani pa Svetlana Makarovič pripravlja, da to sploh nima veze, da je samo dobra pa slaba pesem. V kateri je nevarnost, da zdrsneš v univerzalizem, ki je podtalno moški. To je ta nevarnost, da če ne izpostavljaš, pa saj, da vas rečejo, se senzibiliziraš. Zato, da je socialno, se pravi družbeno razlika. Ne govorimo o vsebini, ne govorimo o stilu, ne govorimo o čemerkoli vsebinskega, ampak okrog vsake pesmi, ampak vsaka pesem zmeri obstaja v nekem okrog. Ne morejo obstati sama po sebi, ker če se ti zdi, jaz pa berem poezijo kar tako, kot se bere, ali pa da ti tekst sam govori, mislim, bog se smil, ni tega. Zmeri bereš iz neke svoje
točke, na kateri se z vsem tem, kar si doživela, prebrala, kar si in pač, kar se trenutno spomniš, jaz te vidim, da pozabljam veliko, tako da tudi spomin je zanesljiv. Skratka, da je to pomembno, no? In da ne moraš brati neke pesmi, kar same po sebi. Oziroma tehnično. Ja. V drugi pesniški zbirki Razpoke začneš samo zbirko z verzi v pozni jeseni se nebo odmika, tisočkrat težja teža jezika, osmoza jezika. Kakšno orodje oziroma sredstvo ima za te jezik? Torej, osmoza, če se zdaj predstavljava čisto biološko, ne, in v bistvu izbira sito, torej zelo precizno izbiraš besede. Ja, to je res druga. Zelo redki vejo to, rekli se to dobila, kaj mislim, res je študiozno, ala ti vera. Res je to druga zbirka, čeprav je šla kot tretja. To pa zato, ker pač je dlje trajal. Najprej sem oddala Samorogu, torej Nikotu, takrat sem bila tudi med člani uredništva Nove revije še. Ja, pa mislim, da konc 2040 je stopila. In pa me kratek vprašala Stanka, če bi pa še kaj imela za fraktale. In mislim, da sem takrat začenjala, ali ne bil druga. Ja, pa bi vaš šest. Ja, mislim, da je 2-3 šla, ta prva, ta je druga izdaja, druga izdaja pa 6. No, in sem rekla, noč, tole mi malo je ostalo neki, kot gospodinja, ne, in sem dala tisto, da narediš krompir, a ti malo krompirja ostane, pa malo moke, pa jajc, da narediš njoke, ne, in se ostanka. Evo, to je pa zapiska izpod mize, kar mi je ful zanimive, kako mi to praste k srcu, ne, da je ni tako, ne. Jaz sem to, kar Stanki dala, sem rekla, le to ne vam, in Stanka je razrezala in postavila po svoje, malo je pesmi, malo v prozi, malo je kar prave proze, malo je neki esej in jej se zdelo to super, to je patchwork in je ona to naredila v to krasno knjižico, na katero sem zelo ponosna, tudi zaradi nje, ne, ker ni samo moja, in ta Fudala, ki je krasno oblikoval, s temi prstki, pa tako drobčka ne je, pa tak fajn papir, pa skratka vse lušne stvari. Vsebinsko, ne? Vsebinsko je sproščena, ja. Midve imava literarni zdaj trg, pa pijeva kavo, ne? Mogoče, če greva na čajpilce in kavopilce, ni bilo namerna izbira kave zaradi tega, ampak v bistvu tukaj se na nek način pozabavaš. V tistem času so na nek način postali popularni ti priročniki za samopomoč, ne? Ti pa se v bistvu na nek način zoprstaviš temu lastnemu užitku, lastnemu umu, ne? Že tudi v tej pesmi v prozi. Ja, pač na koncu tam ne ugotovim, da celo življenje skrbim za zdravo prehrano in zelene čaje in tako in v bistvu sem pa navdih je bil pa samo sem je stela. S kajenjem in kavo, v bistvu mi je pa to bolj všeč, tak gemütlich kajc, mislim, da Nemci rečejo, oziroma Avstrijci, naši severni bratje, ja, tako, da lepo postaš konje, uživaš. Ja, in da v bistvu ravno zaradi tega lahko opazuješ življenje okoli tebe, ne? Bolj natančno, bolj na nek način. Bolj živiš. Mislim, da je bliz prej, da so se z Nina pogovarjala, kako smo padali to, da sploh ni več časa, da si vzameš čas, da použiješ. Se pravi, to, kar že daš hrano vase in že je nekje v črevesju oziroma v trebuščku, ne, in ti sprijeten občutek tako, ja, fajn. Ne, tega ni več. Mislim, da nimamo časa, da je treba kar naprej. Ta kultura užitka, mogoče s pandemijo se še zmanjšala, biti v lokalu, priti van za masko in potem recimo res uživati, da se lahko uživati včasih dalo, ob hrani, pijači,
cigareto. To je problem, je tudi to, ker se cenim, pa vse te, ne, ker je potem zapovedani užitki, ne, niso užitki več. Ja, ker so že škodljivi, ne. Ali pa ker so zapovedani, treba je uživati v življenju, treba je uživati v seksu, treba je ne vem kaj, ne. In to je lahko tak strahovit krč, ne, kaj z mano narobega ne, in pol je še hujš. Tako da ena taka sproščenost, ja. Ja, prav sproščenost in zavajanje bralke ali bralca, ne, recimo najboljši fuk je pesem, ki v bistvu stremi v užitvo, ampak v bistvu ne pride tik pred koncem, ona reče ne in pobegne na vlak. Ja, to je pa... V bistvu prav zavajanje, prav ta nanizanje drobcev, detajlov, ne, in v bistvu na nek način draženje bralca. Pravzaprav, mislim, ja, mora biti nek suspens, pa pol seveda presenečenje na konc, ampak najboljši fuk dejansko v tem smislu, da si ga želiš, ne, se pravi, to pride do, bom rekla, utelesitve, no, bom rekla, uresničitve, ne, ta del je, ne, tist, mogoče, kar me je zanimalo, pač, da, ja. Barbara bi prebrala en spet pesmi. Lepo prosim, ali bi kateri zbirke? Ja, jaz se nisem pripravila, jaz pa nisem imela pojma, da bi šli tako od začetka, kar mi je sicer zelo lušno, ampak imaš ti kakšno idejo, da preberem iz tele, Ja. Da mi je tako ljubka. Evo, da vidim, kar se mi bo odprlo. Ja, če je pivci in kavopivci. Ne pijem kave, hočem reči, nisem pila kave in je tudi ne bom več. Zagotovo ne. To je grda razvada, ki se jo vzameš kar tako mimogrede. Kot sem se je, tudi jaz. Kave nisem pila do 30. Res, da pravijo, da so 30. prelomna, ampak jaz sem jih že davno prekoračila in sem se čisto sprijaznila s tem, da mi mladosti leta so minula in da sem sama spet, hvala Bogu. Ravno sem dobro ukrevala od polomijade s svojim prvim zakonom. In brez kave, ves čas brez kave, moj mož je pil le čaj. Pa to ni bila tragedija, tudi jaz sem pila le čaj. Pravzaprav sem ugotovila, da obstajata dva tipa ljudi. Kavopivci in čajepivci. Čajepivci so intelektualci, občutljivi, introvertirani, malo nevrotični, izredno pametni, delavni, ambiciozni, kot je bil moj mož. Kavopivci so njihovo nasprotje, glasni, vsiljivi, razigrani, užitkarji, ki poleg kavice gojijo tudi druge razvade, cigarete na primer. Vstajajo pozno in zmečkani celo dopoldne posedajo za mizo, dokler jim kdo ne prinese kavice. Dokler zjutraj ne popijem kave, pravijo, sploh ne moram niti oči odpreti. Pač, imam tako nizak pritisk, kaj moram za to? Meni je bilo že od malega jasno, da to ni od pritiska, ampak od lenove. Katera skupina je pravoverna, sem vedela že od staršev, intelektualcev, delavnih, čajepivcev. Samo zdravje jih je bilo, dokler mi popustilo. Tako sem zapravila lepšo polovico svojih mladih let. Dokler nisem dobila preprostega povabila, greš na kavo? Povabila na kavo so lahko večpomenska. No, zmeraj pomenijo nekaj drugega kot kavo. Če te vabi prijateljica, potem se je bolje pripraviti na dolga, detaljna poročila o težavah, ki jih ima s svojim partnerjem, z otroki, šefom, sosedi. Če te povabi kolega, je to lahko imeniten uvod kakšno intimnejšo debato, zvezo, ki se obvezno začne s pregledom političnih dogodkov, kritiziranjem šefa, pripovedovanjem neslanih šal. Tokrat je bilo drugače, hočem reči, on je bil drugačen.
brez politike, brez športa, brez nasilja in brez šal. Pač pa s kompleksom, da ni pravi moški, ker se ne zanima za politiko, niti za šport, niti za... No ja, kavo je pa pil, to je že treba reči, in to z nedosežno gracijo, kot bi rekel Cankar. Ne vem, zakaj sem rekla ja, mi ni jasno. Ampak s tem se je začelo smetano. Kavo smetano sem popila in ne kakava, ali čaja, ali soka. Hočem reči, skratka, no, da je ratalo, da je po prvi kavici prišla še druga, pa tretja, pa četrta in stota in še, ki so raztapljale moje pravkar pridobljeno veselje nad samskim življenjem in nad čajem. In potem prvi poljub z okusom po kavi smetano in prvi sprehod in prva noč s tiščanjem v želodcu od kave in prvo jutro s kavo, ki je nisem imela. Ne piješ kave? To vprašanje je bilo izrečeno z odkrito srčnim presenečenjem. Kot bi jagnje opazila, da se igra z volkom, samo površno odetim v ovčjo kožo. Ne piješ kave? No, seveda jo pijem, oziroma je ne pijem, oziroma samo, kadar grem espresso, tuške ne maram, oziroma čaj, pravijo, da je bolj zdravo v zelišči. Moja prava narava je bila odkrita, strogost, disciplina, skrita pod nasmešek, neomajna vera v znanost in zdravo prehrano in v lastno nesmrtnost. Smrt se dogaja samo drugim, manj discipliniranim. Skratka, če je pivska narava. In zdaj, tako je napeto, da moram potegniti nov dim, preden nadaljujem. Zdaj preobrat. Nimaš kave, je vprašala Jagnje, nič hudega, grem v trgovino po njo. In je šel. In po cigarete. A bi eno? Ne, hvala, ne kadim. No, ampak pa še zraven kave. In tako sva sedela, pila kavo, kadila, prvo jutro, drugo jutro, tretje jutro. Dokler ni bilo najno, takrat že najno. Stanovanje polno dima, v avtomatu za kavo je kar naprej brbotalo. Pozabila sem na svoje teke, zdravo prehrano, hodila spat po polnoči in se zbujala z groznim občutkom v želodcu. Ampak vse v dvoje. Odkrila sem vedrino in lagodnost, počasnost in blago, a odločno neambicioznost. In slabo vest, veliko slabe vesti, ki so jo popestrila z občasnimi večerjami, ob katerih sva kovala načrte za zdravo, res zdravo življenje, od jutri naprej. Zdaj, po 5 letih takega življenja, me ne prepozna nihče več. Tako dobro izgledaš, nastavljajo bivše sošolke. Kaj delaš? Nič posebnega, kot vsi, veliko zmenjave, svežega zraka, gibanja. Ker kaj ne bi sicer rekla? Da sem končno odkrila svojo pravo naravo. Barbara, najlepša hvala. Sledila je tudi zbirka pri Apokalipsi, torej Pridem takoj, bila je nagrajena z Veronikino nagrado. Jaz rekla, izredna zbirka meni je bila velik navdih, tudi pri mojem lastnem ustvarjanju. Kakšno razmerje mogoče najprej imajo tukaj besede in tišina? Ja, ta zbirka je nastala po enem dolgem, skoraj 10-letnem premoru, vsekakor pa 7. Prve 3 sem tako eno za drugo. Je bilo pa veliko stvari, no, med drugim sem počasi pridrajsala do nekega statusa svobode. Ja. In to je bilo prvo leto, jaz se spomnim, koliko sem vesela nagrade, tudi finančno. No.
In res je ta Veronikina nagrada mi ful spremenila, no. Naenkrat so me poznali ljudje, no, ki mogoče za prvo niso, za tisto, to, kar sem nekaj prebrala, se spomnim, da je društvo za SOS telefon, so imeli, ni bil team building, ampak jaz sem hotel, da jaz pridem jim tole malo prebrati, pa se z njimi pogovarjati. Se pravi, tako poznali, imela sem plene tako na čudnih krajih, ne pa tako. No, in ta nagrada je res zame veliko spremenila. Zdaj pa, kako je pa nastala? Nastala je pa zelo težko in zelo po enem čist nekaj drugem. Če so prve tri si še malo podobne, po nekem feelingu pa tako, je ta posebna tudi v tem, da so družbeno-kritične teme postale. Vedno bolj, neke intime, ne? Ja. In tle je pač en cikl se mi pojavil počas, monologi, in sem odkrila en tak zase, potem seveda sem videla, da so malo drugačni tudi to že drugi pred mano pač pisali na ta način, ampak zase sem odkrila vložnice, ne, se pravi pesmi, ker sem delala v gledališču in mi je bilo tako, sem hotela dramo napisati, pa mi ni ratal, in sem potem okruške, ne, se pravi, to mi je bila beseda, ki mi je od profesorja Vrečka bila že tako všeč, še iz faksa, fragmenti, ne, okruški, in sem pol sam pač te pesniške fragmente od Antigone pač dala v tretji del. Drugi deli so bili pa monologi, ki so bili res tako malo dramsko postavljeni, tako kot recimo v Hamletu so tisti njegovi biti ali ne biti, to je zdaj vprašanje, ne, kjer sem skušala v naslovu zelo na hitro napisati, kdo, kaj se dogaja, ne, še posebej recimo ta ženska brez imena, Noetova žena, ne, kje je zdaj tam v barki, ne, od spodnji, vsi so po dva, medtem ko imena od Noetove žene pa ne zvemo, kje je bila. Ravno to sem zaželjela, stane to vprašanje, ženski brez imena. Ja. No, ali pa tam en tip, en irc, ki postaja slep, ne, recimo v tem trenutku, in tako so bile, ali pa kraljica Elizabeta, ki je ravno kar ukazala, da mu ga njega ljubimca obglavjo, in tako. Skratka, je neka taka situacija, ki se mi je zdela, da pač vpliva, ne, tako kot v drami, ampak ta izpoved je pa tipično lirska, no, v tej dramski situaciji. Zdi se mi, da s to zbirko na nek način prelomiš dosedanji intimizem in mogoče res greš v postmodernistične postopke. In kako si v bistvu zdaj izbirala, ne? Omenila si že književne like, gre pa tudi torej za realne like od Monike Levinski, ne, sicer tukaj, ali pa recimo Mati Tereze, na začetku sicer napišeš dogodki in ljudje, ki so omenjeni v knjigi, so iz vezaj najdeni, torej konec citata. V bistvu na nek način si se ves čas poigravala, ne, z zapiski iz dela oziroma notic iz dela ali pa z književnostjo. Ja, no, zato sem tudi skušala malo drugače zapisati Moniko Levinski po naše, pa tako, tam je bil še tisti papaš, ko mi šel na živce, pa še Hajder, pa še tako, ne, da bi se tudi po imenu vedeli, da pač ne mislim na Hajderja, da je pač to en moj lik, ne, literarni, ki ima neke podobnosti, ampak ni to. Tako postavil v bistvu literarni. Ja. In v bistvu v tem smislu ni razlike med zgodovinskimi liki, sodobnimi liki in izmišljenimi liki. Ne? In itak je to pesem vložnica, oziroma je govorila v resnic o mojem nekem pač takem ali drugačnem občutju, ne? Vseeno je to pesniška zbirka, ni to del drame, ne? Kljub temu, da ampak, ko sem nadevala te neke vloge, ne, persone, tem svojim pesmim, se mi je zdelo, da
malo sem se naveličala svoje prvoosebne oblike, no. Sem malo postala utrujena od tega, hkrati pa ja, mi je bilo pa zanimivo se tudi uživljati v druge, recimo ta kraljica Elizabeta, no, kot sem tudi kruta, pa neusmiljena, pa tako ne zanikam to, no, sem vse pa ne. Ampak ne bi konc koncev v resničnosti tako prav nekoga obglavila, čeprav metaforično, nisem koga, mislim tako, ja, to so take stvari, no, ja. Ja, no, je zanimiv, mislim, pri gledališču me je očaralo povsem to, kakšni potencial smo ljudje. Mislim, da je ta De Piccola Mirando en renesančnik, no, ki se je čudil, ne, ki je imel pač teorijo, da vsaka žival ima neka svojo lastnosti in kraj in tako naprej. In potem pride človek, ki je lahko karkoli od živali in še si domišlja tudi karkoli, ne, se pravi, še ta možnost domišljije, ne. In kako imamo ljudje vse potenciale, da postanemo res karkoli. Mislim, da res postanemo, ne samo, da si domišljamo ali pa tako, kako ne, ampak na en način začutiš, tudi krasne vaje, ne vem, da si neka želva ali pa tako hočem reči, ne, in to me je znotraj te oblike, pesemske oblike, me je tudi to, recimo, vabilo s tem, da na nek način razširam vsaj zase svoj pojem, kaj sem lahko, ne, da ne vzamem preresno identifikacijo samo sabo. To se mi zdaj, da je pač pomembno. Potem v zbirki Kodeljana Čečica motnjena od ljubezni ali motnjena od ljubezni pa je nastala na rezidenci in je v bistvu zelo takšna nabita z življenjsko energijo, kot da zdaj črpaš vse tisto, kar doživljaš na vasi, opazuješ na vasi, ki je že skoraj pozabljena, izseljena, opustošena, vso to energijo, ne? In tudi razmišljaš o njej, ne? Ti si na nek način tam gostja, pesnica, opazovalka, ljudje pa so tam vajeni krutega življenja in gredo drugam, ne? Selitve, upi po boljšem, so v bistvu zdesetkali prebivalstvo tiste vasi. To je ena od srečnejših vasi, zato ker so jo oživeli Donatella Rutar, no, pa ta Moreno, ki sicer ni od tam doma, ampak z juga Italije, in so začeli postajati Opolo in mislim, da je že 30 let, ali koliko traja. In zaradi tega je vas dobila sredstva za obnovo hiš in vseeno zdaj so se tudi najmlajša generacija naselila tja v hiše svojih babic in dedov in živijo tam, no, mislim prav od Donatelle hčerka, imajo tudi krasno založniško, mislim, da revijo Robida izdajajo, pa založniško pač grafiko, poezijo, to vizualno, tudi filmsko, tam sem srečala slovenske ustvarjalce, filmske krasne, no, tega, ki je Božič, ki je Kostanjev v gozdovi in to. No, on je zbiral jabolka, stare jabolka, ki je ilustrirala ena fantastična ilustratorka, ne vem, z Novega mesta. Tok lepo, taka lepa jabolka so bila tam, tako da desni popis, ne, pač ta stara slovenska jabolka. In tako naprej. Skratka, celo, bi rekla, res take dragocenosti sem tam od Topolovem odkrila na italijanski strani, ne, v vasi, skratka, noro. Kaj se zmore umetnost, ne, kaj res, tudi krasni ljudje so v tem smislu, da sem imela enkrat v Idriji
eno samo kreativno delavnico, jaz sem prišla dve iz te doline in rekla, da rabite, da niste imeli slovenščino v šoli in da to sem po posluhu in kako zdaj se trudijo spet, ne, da skozi pesmi, ali lahko reče džins, ne, in tako, skratka, so prišle same na to slovensko stran, zdaj, ko se je odprlo, je to možno, po nove besede, slovenske besede, ne, zato, da bi ustajale tam, ja, tako mi je bilo, tako me je ganjalo to, ne vem, v tem smislu, da propada nek svet in ta trud, kako ohraniti, sam da pokusiš, ne, tam, kjer nihče ne živi več, ne, sam da streho popraviš, da se ne podre od hiše, v kateri noben ne živi, ne, tako. Ja, veliko, tudi Michele Obid, ne, recimo, ki je urednik Matej odličen pesnik, pa tudi piše v italijanščini, ne, čeprav slovenski. Ja, iz Češnic, ne, njihova vas je pa popolnoma zaraščena in že všebina. Prav zanimivo mi je, ko v eni izmed pesmi praviš v versu, kako torej drugi pripovedujejo o tem, kako so ženske nosile visoke pete, bile urejene. Tudi prav ta kultura, čeprav je torej bila vas, je imela stik z življenjem, torej biti urejene, ker danes govorimo, ne, da nas je tudi korona na nek način polenila, spremenila tudi način oblačenja, torej so smil, ne, trgovina. Jaz sem en grd primer, ne, recimo moja babica, ki je bila rojena v Kolizeju, to je bilo takrat za reveže stavba, ne, konjušnica bivša, 13 otrok je bilo, jaz sem bil res najboljši reveži. Ona, ki je delala od 10. leta, napil sem 4 razrede osnovne šole, Elkala je še kaj brala, nisem se podpisala, ampak se pravi, vse življenje je delala, tako najnižja dela, pač prava na roke in pometala in tako. Ona, se spomnim, je, sem zdaj hočela povedati, če sem se zaprezala. Govorili sva o kulturi oblačenja. Ja, ona je zmeri rekla, čevlje moraš imeti tip-top, pa frizuro. Vmes pa se že neki, ne, znala je dobro šivati, pa nekaj zašiljaš, pa že gre, ne. Se pravi, to, kako si izvedel, kot trebaš, je bilo izkaznica, da si prikril to svojo revščino, ne. To je bilo izrednega pomena, zato da, ne, te niso kratko. Se pravi, je bila ta, bi rekla, vertikala dost hujša, kot je danes, ne, očitno. Danes, recimo, ne, meni ne gre slabo, ko imam tako frizuro, kot jo imam, čevlje imam pa v redu, no, hvala Bogu. Tako da ne govorimo mestno, ko smo. Se je zelo trudali, je bilo zelo pomembno to, kako zgledaš navzven, zatega, ker in to na nek način zelo cenim. Se mi zdi, da je tudi do sebe imaš nek lep odnos, ampak tudi do drugih, da spoštuješ, ne, tako stvari. Se pravi, jaz sem sicer iz generacije punka, ne, in sem hodila z raztrgano majico od dedka, pa smo začeli kavbojke trgati. Se zdaj se tudi emocionalno. Ja, no, zdaj je to modern, takrat ni bilo to. Ja, bolj, no, ampak se pravi, starši so se sam ležarno rekla, si, ko je ena ciganka, tako hočem. Tako, ampak se pravi, ni bilo nič hujška še več takrat. Tako da to je ta razlika in one so hodile res pole, nimaš kaj stopiti, same skale, take pete so imele in še rekla je, to je bila Romilda, ki je bila moja informatorka, strašno zanimiva ženska, 86 let stara, takrat in mi je vse razložila, kako so se imeli, ful smo se pogovarjale, kazala fotke, jaz gledam, ne, in rečem, kaj ste imeli otvoritev, ne, sko so si želeli cerkoli, pa so je dobili v vasi in to je bilo 450 prebivalcev in bilo takrat, ko sem jaz prišla, jih je bilo 20, zdaj mogoče, če jih je z mladimi vred, ker tam živijo stalno 16, 12. No in so bile res
v nulo zrihtane, lepe ženske. In so rekli, ja, smo hodile delati, ne, smo postile posle v bolnicah, smo hodile v Trst, smo hodile tako tudi okrog. Nekateri iz te vasi so v Avstraliji, so v Kanadi, po celem svetu, mislim, ni da nikjer ne bi bili, ne, tako taki svetovljani, ne, vseljeni. In se vračajo čez počitnice domov, vse in malo poskrbijo za tiste hiše in tako nazaj. Skratka, ena taka, to mene, ko sem, ne se rečem, sem iz prestolnice doma, ne, babica je bila, recimo, ena Ljubljančanka, se mi je zdelo, da imam posebno skrb za robove. In me tudi robovi zmeri zanimajo, ker se mi zdi, da je ravno med napetostjo, med robovi, da se tam rojeva novo. To tudi v bistvu pišeš, v pesmi, da si v bistvu ravno to, ne? Ja. Ker, kaj pa mogoče, če greva na mejo sanj? Tukaj že začne se motivi sanj. V tej zbirki gre za ležeči pisk, ker potem to nadaljuješ tudi v zadnji zbirki, ne? Kaj ti pomenijo sanje kot pesnici ali pa kaj subjekt ti pomenijo sanje? Tako, ker tudi to je narobo, ne? Ja, vse življenje zapisujem sanje, ker me pač zanimajo. Mislim, da sem še najstnica našla tisto Jungovo knjigo, fotor je imel v srbohrvaščini Človek in njegovi simboli. In se mi zdela strašno zanimiva in potem sem vse prebrala, kar sem lahko v srbohrvaščini seveda. In sem prišla tudi do tistega, ki analizira 400 sanj od enega, pač, ki ga sploh ni poznal osebno, no, ampak govori o tej individuaciji, no, se pravi center, pa ne, periferija, pa tako te krožnost, pa štiri beli, pa skratka. To me je strašno fasciniralo, imam tudi njegovo rdečo knjigo doma zdaj, ki je šla iz slovenščine in tako. In sem si začela zapisovati sanje, na katere sem se spomnila. In je to en pomemben del mojega življenja. Se mi zdi, da je tako, jaz ga imam za tako pomembnega, kakor je ta budni del. Konec koncev spimo 8 ur, dobro sanjam, ne. Tisto, kar si zapomnim po moje desetinke sekund, v kateri se cele zgodbe odvijajo, celo življenje in tako naprej, tako da je ful fascinantno, kako deluje moja misel, ne, oziroma kako deluje. Zdaj sem pošla še na študij gestalt psihoterapije, ne, če si malo pomagam z njihovim besediščem, kako deluje moje sebstvo. Saj mislim, da ima Jung tudi nekaj podobnega, kot je sebstvo, ne. Se pravi, kako ločuje jaz od nejaza, kako ureljuje pač te stvari, ker, in to je absolutno fascinantna, bi rekla stavk iz te Biblije Gestalta od Fritza Perelsa in Goodmana. Goodman je to pač oblikoval, ne, da najprej doživetje, ne, se pravi kontakt, stik, ampak to še nikomor ne pripada. Vse se dogaja v polju, ne, se pravi nas doktorizma je že tle, ampak okej. In šele kasneje to doživetje pripada nekomu, ne, se pravi, da je to ločitev na jaz, nejaz, ki je on in tako naprej posledična in da je doživetje tudi prisotno nekako, ne da bi še že pripadalo, pač tako. To mi je bilo, bi rekla, to me strašno vznemirja, ta pogled, ker zelo obrne predvsem ta egotizem, bi rekla, sodobnega sveta, ki temelji, in tudi kapitalizma, ki temelji na teh osebnih interesih, na jazu, ne, ker se cenim, ali pa na tem, da si ti nekdo, ki se uspenja po družbeni lestvici, ki si deležen denarja, slavja, skratka. Ampak v resnici se pa nič ne dogaja izolirano, ampak se vse dogaja resnično v polju, kjer so te stvari ne tako zelo jasne, mislim, so dosti bolj prepletene in dosti bolj kompleksne, no. Tako, na kratko. In to je v zvezi z jezikom, me strašno zmerja, z tega, ker jezik, slovnica, ima pa eno veliko nasilje v sebi, ne. Če jaz hočem biti
razumljiva, potem moram upoštevati slovnico, moram upoštevati neka pravila slovenskega jezika, ne. Ker sem pa pesnica, ne, si pa želim ta pravila jih nekako mimo njih ali pa jih prilagoditi, se pravi, zato smo pesniki tako pomembni, sploh ne samo za jezik, ampak sploh za duševno in sploh za obstoj naroda, se mi zdi izredno. Zato, ker tukaj izkopavaš, najdevaš nove stvari, ki jih prej še ni bilo. Se pravi, dobesedno ustvarjanje, kreacija pomeni, narediš nekaj, kar česar še do takrat ni bilo. In to na pač svoje načine, se bojuješ s temi pravili, kako bi jaz nekaj tako občutljivega, nežnega, kar čutam, potem dam vstavki in postane nekaj tako grobo, izpovednega, mislim, tako nekaj, in tukaj mi manjka, jaz vem, da je Cankar rekel, za vsako 9. stvar je beseda, za 8 je pa ni, se pravi, celo besedišče je problem, ampak tudi sama jezikovna struktura je problem. In seveda, ta jezikovna struktura, kot vemo, je razpadala že preden sem jaz sploh z modernizmom, Kosovelna tega že kakor hoče, že veliko, pa Zajc s temi posebnimi stavami, pa vsak po svoje, Niko Grafenar, pa Selan, pa še bilo, mislim, se pravi, to je, bi rekla, iskati inovacije, se pravi, iskati svojo pot, se pravi, temu proti jeziku, je eno od pomembnih stvari, kar se v čem sploh pesništvo je, v čem sploh pesem na nek način procesualno deluje. Ne govorim o vsebini, o motivih, ampak kako se dogaja kot neko pisanje proti toku, jaz v temu rečem, neko pisanje proti jeziku, se pravi proti okostenelemu ali pa pač pisanemu jeziku. Tako razmišljam in tudi tukaj mi je, če bom imela malo časa, da se temu res posvetim, imam tako eno veliko željo, da bi še eno zbirko napisala, se bom pravim snehala, da bi eno zbirko še napisala, kjer bi pa vse te stvari, ki sem jih nekako doživela in premislila skozi življenje in skozi telo, seveda, ker je tudi ta živalski motiv tle zelo pomemben, kako znotraj ritma, zvoka in tako naprej odtisneš neki, rekla svoj DNK, ker je to tako mogoče malo prehiter, ampak ja, nekaj svojega odtisneš, ne da bi bil ti noter. Mislim, tako hkrati me fascinira anonimnost vsake posamezne pesmi. Je tvoja in v hipu, ko jo zapišeš, ni več tvoja. Že mogoče treba Birkovo razpredeljica, kako obravnavati potem, ali avtorja, delo, ali zdaj ta metodološki pluralizem, ko se rekla, da delo ni več tvoje in da je delo bralca, kritika, znanstvenika. Mislim, da je vsazga, zdaj sem pri odnosih, da je stvar odnosna, tako relacijska, se pravi, da vznikne med vsemi temi. Se pravi, če jaz samo pesem napišem in je nihče ne prebere, je zdaj vprašanje, ne postavljam odgovora, ampak potem tudi Miklavž Komel se mi zdi, veliko piše in razgladna, a ta pesem že obstaja ali ne obstaja, kako je s tem, da bi jo kdo bral, nenapisana pesem ali tako, so zelo zanimive. Tudi je rekel, da pesnik vse življenje piše eno samo pesem skozi isto, čeprav je skozi se trudiš približevati nečemu, kar se ne boš nikoli mogel ujeti, ker je to tako narejen, da ne moraš. In Agamben, ki me je pač fasciniral in me še fascinira ravno s tem pričevalstvom, kaj to biti priča, se pravi, kaj je pripovedovati o nečem, se pravi, tej nujni razliki med doživljajem in ubeseditvijo tega doživljaja, to prevajaš kot pesnica, več čas nikoli ti ne rata. Nikoli ti ne rata
če si še tako resnico ljubna in kar hočeš, že samo to, da daš v besedo, je doživljaj pač zgine, na nek način se prelevi v nekaj drugega, ne da zgine. Nekaj sem hotela vprašati. Ja, prav tudi o odnosih in o ranljivosti. Tvoja subjektka je izjemno ranljiva, ne? Ali je to zdaj odnos do sveta, kot torej do ljudi, živali. V zadnjih dveh zbirkah postaješ vedno bolj angažirana, ne? Tudi v svojem življenju, ne? Si prejemnica nagrade Mira, ne? Zavzemaš se za pesnice, torej, kar pomeni, da ženski kot umetnici vseeno ni lahko v tem celotnem sistemu, hkrati pa torej tudi vsem drugim, ki so v bistvu na slabši poziciji, ni lahko. Na to v bistvu tudi opozarjaš skozi potovanja, skozi fizično potovanje, skozi razmišljanje. Vmes je recimo zbirka, ki je nastajala od Amerike do Evrope. Ja, res je. Zato, ker takrat sem imela čas pisati, ne, drugač. Sem bila tako peta od teh 1000 drugih vlog in jaz sem zelo patriarhalno bitje, ne, še za povrh. In sem čisto po učbeniku, ne, z užitkom babica in zdaj so še so starše, ne, in tako je še, kar je pač to neplačano delo, ki je smeri pač bil problem. No, kakorkoli, ja, in pol pač, ampak to je moja zbira, vem, da se da, in upam, da tudi mlajše pesnice to drugač, da si upajo vzeti čas, zdaj sem jaz pesnica, ti boš pazna na mojega otroka, ne bom jaz bom pa pisala pesmi. Tako, to je treba narediti, ne. To je tako, ker meni ni ratala, ali pa sama sem, ne vem, ker je bil tak svet, v katerega sem bila, se moja mama je tudi v tem smislu otra, kar naprej pedenala gore dole, ne? Čeprav je bila tudi ona umetnica, no, ampak zaradi socialnega servisa, kot so vrtci, šola in takrat socializem, ne, se je to dalo, nekako je pač imela, je lahko tudi kaj. Je pa, bi še več, ampak ni mogla, no, in to je tudi v njej ostalo, tudi jaz malo nisem rekla tega. In rezultat tega je to, ja, da skušam, da bi mlajšim od mene ne bi bilo tako težko, pa da bi pošle v prostor, kjer bi bil dobrodošle, kjer je vidno, da so, ko sem jaz začela, sem prav gledala učbenike, Janko Kos je avtor, od 300 avtorjev, 3000 let literature svetovne, vseh kontinentov, 2 ženski, ki pišeta, ena je Sapfo in druga je Murasaki Shikibu. To je iz leta 63, leta 73 je v učbenike dodal Virginia Woolf. In to je bil primer pri nas, je Svetlana Makarovič, ki je bila pač ekscesa, ne, ena in edina, vsi so jo občudovali, ampak ona je slab svet, noče imeti otrok, družinsko življenje me ne zanima, to je za me, ona sem sama. Legitimna pozicija, vse v redu, samo pač ni moja, ne, jaz sem pač bila pa družinski človek, mislim, ja, pač tako, ne. In zdaj ta potreba, da izkopljem prednice, da vidim, Saša Veger je bila prijateljica od moje mame, je hodila k nam, jaz nisem vedela, da piše, dokler nisem študirati začela na faksu. Samo otroške poezijo, ja, sem poznala, ne, in rekla, kako se tiste pesnice, to sem je takrat zdel. Pesnik, poezija za otroke, jaz, kar imam že 15 let, pa ja nam to brala, ne, jasno. Takrat me zanimala Balzajc, pa Šalamun, pa tako, ne, pa še Kocbek. Ampak žensk pa ni bilo, ne, žensk pa ni bilo in ženske so mi prinesle moje učenike. Sem začela učiti na 23. jakok in nenadoma imam tam punce, ki poslušajo, ki jih poezija zanima in oni mi začnejo nositi ženske pesnice, mislim, noro. No in jaz se imam za to v bistvu zahvaliti njim, svojim, še za katerimi prijateljujem, ne, in tudi zelo pomembnemu gibanju LGBT, no, Branjo Zetič je tle zame pomemben, pa seveda Velikonja Nataša, ne, tudi s tem, da
raziskuje, da tudi, recimo, vem, da je bila družbeno-kritična poezija ali upornička, ne vem, kaj je bil naslov, ona je bila prva in recitela eno ljubezensko pesem Ljudmile Poljančeve. In reče, no se je pa Trnov v bistvu isto nas učil še pri Prešernu, da je ljubezenska pesem je uporniška pesem. Vse jasno. Vemo, da privatne, da nas družbeno, privatno, družbeno in tako naprej, vemo, kako nas to preči in kako nas s temi tehnologijami to preči še parkrat, še na načine, ki se jih ne zavedamo, v smislu, da nas algoritmi vodijo, kot zdaj ugotavljajo te Facebooki, tale Francis je lepo razkrila, da spravljajo najstnice v depresijo, zaradi tega, kar več klikajo, pol let, tako naprej in tako nazaj. Skratka, zanimiv čas. Ja, razprav pozitivno. Ja, mislim, da življenje ni, kot vidimo. En tak lep primer. Ja, ena od mojih babic je Štajerka, sicer tam kot z okolici Celja, in je moji mami, ki je bila zaskrbljena za svojo hčerko, prvo rekla takole, če ne bo preživela, bo umrla, če nima dost življenjske energije, pa bo pa šla. Mislim, tako, zelo pokmičko. In kruto je, ja. Kruto je. Kakšen je recimo potem tudi položaj umetnice v nekem notranjem prostoru? Recimo, pred kratkim je pri Dediščini Evrope bil film od češke pisateljice Nemcove, ker je v bistvu v brutalnih razmerah živela za svojim možem, ki jo je brutalno pretepal, je učitelj, da ne zasluži dovolj, pa hkrati v bistvu skoraj edina preživljala družino, ker on ni dobil službe. Kakšen je danes položaj ženske umetnice tudi v notranjih okoliščinah, se v bistvu ni samo ta pozicija zunaj? Ja, zdaj sem se dotaknila ene moje osebne zgodbe, jaz imam tudi nasilje v družini, to ni moža prvega, tako da poznam to zelo dobro in nastaja iz občutka popolne nevrednosti, da resnično verjameš tem, kar ti govori mož in se strinjaš s tem in res misliš, da si grozen in se trudiš, da bi bil boljši in vse to prenašaš in si zaslužiš vse tiste batine in kako ravna s tabo in res. To je ena taka velika poškodba, se mi zdi, da ženske, pa tudi moške doleti, absolutno. Ampak ženska še toliko bolj zaradi tega patriarhalnega okolja, ki se že avtomatično si stopničko, nisi človek, človek, nisi človek, ampak si žena, tako kot je lepo napisal Franjo Ilčinski, da je on Cefizel ubil 7 ljudi in 3 ženske. No, skratka, ja, in tukaj rač pomoč. Jaz sem dobila od staršev, sreči, in vsazga kaj pomaga za to, da terapijo, ne vem kaj še, je to en tak, ja, klinski svet. Ti si se v bistvu vseeno osvobodila takšnih okov, ta zadnja zbirka, ki je bila nominirana za Jenkovo nagrado, torej Ideoritmija, zakaj takšen naslov, povezan je s tvojim drugim delom v umetnosti? Ja, strašno me zanima, kako živeti skupaj, posebej zdaj, ko se zdi, da ne znamo več. In ko se meni zdi, da nisem čisto socializirana, se pravi, da nisem čisto dober tukaj, oziroma ko sem gotovila, kako pač skozi ta študij psihoterapije, kjer terapeut mora kot terapeutka mora biti absolutno prisotna tukaj in zdaj.
in sem ugotavljala, kako skozi eskiviram, da ne bi bila, da mi je težko zdržati, karkoli že je v zdaj, si mislim. No in enostavno, mislim, da spet zbila, kaj sem nekaj. Ja, kako so bihati skupaj, ne? Ja, tako. No, in sem videla, kako me je strah ljudi, da me je v bistvu zelo globoko strah ljudi. Strah me je vstopanja, sram me je, zelo sem ražljiva, izredno. Sram pač tisto, ko je ta Brené Brown, tudi znana po YouTubeu, ne vem, koliko milijonov teh nekih predavanju o sramu, o ranljivosti in o sramu. To ranljivost ne srama, tako skupne korenine, in tem prepričanju, da kak ne spadam, da nekaj čudega, da nimam enega organa, da nisem človek, da skratka. In kako sem sploh prišla do tega, kako je prišlo to v meni, se nimam, jaz kakšni zelo zlobni staršev, ali pa kaj bi me kaj zelo, ali pretepala, ali zoprstavljala, jaz ne vem, mislim. Očitno sem nekaj pobrala iz tega vseh, kaj dihaš, kad vodo piješ. Iz okolja, kjer je to nekako razpršeno, in še zmeri se obadam s tem. In mi je bilo zato tudi sanje, ker se mi zdi, da so sanje, vsaj po enih teorijah, Freud ima itak več tipov sanja, se strinjam z njim, da jih je več tipov, ampak eden pa je res tak, da zakaj rečemo, tole moram pa prespati, sprav, da imaš neko odločitev in jo moraš prespati. Se pravi, sem ugotovila, da dost več zaznam in vem kot telo, kar pride, česar ne pride do moje zavesti. Se pravi, na telesni ravni pravzaprav ogromno stvari vem. Ampak zaradi vseh teh filtrov, ego, se pravi, Edna, jaz, če še to skratka, ampak to je dejavnost tega, mislim pač tega pojava. To ne pride do mene, se tega pravzaprav ne zavedam in potlačam in pol, čim nisem sproščena v tem, tako čim nisem del toka, ko življenje teče, skozi. Bremzam, blokada nastane, pri tem je nekaj problem, tako drugačen. No in ta, bi rekla, neka naravna, se mi zdi spontanost, in spet pridobivam, ali pa se spomnim stvari, ki jih nisem vedela, da jih vem, ali skratka skozi sanje. In da je to avtomatsko, in da se skozi te sanje pravzaprav nekaj pogledam, da se kalibriram bolj do tega, kar se je zgodilo, da se malo popraviš. To so tiste mikropopravke, neke smeri, ki ves čas pravzaprav delamo in so potrebni, zato ker je stvar zmeri znova, vsak hip je zmeri novega. Tako da tisti, ki imamo določene fiksacije, fiksen gestalt se ful trudno, da ostanejo. Če spustimo, itak grejo, vsakih 5 sekund imaš nov gestalt, mislim tako. In v bistvu zmoti, Ne, te v bistvu zato, da ne gre s tokom, da ne živiš, da nisi prisoten, da se blokira, da si bolj priličen, kar ni več aktualno, kar sploh ne obstaja. Barbara Korun, bi kaj prebrala iz pesniške zbirke? V nekaj način je lahko tudi kot utopija in antiutopija hkrati ta pesniška zbirka za te čase v bivanju, ne samo skupaj, kaj biti v bistvu, ali v bistvu ne biti, na nek način se preoprašuješ skozi. Nimam odgovorov, to že kar naprej povem, odgovorov nimam, imam pa ful vprašanj, recimo, in tudi takih, ki jih sploh ne postavim. Tisto, kar mi je bilo tako fascinantno pri teh sanjah, ki sem jih dala not, seveda jih ljudi, ki nisem dala not, to pa je bil moj, bi rekla, moj zavestni del,
Drugače so pa točno tako zapisani, kot sem jih zjutraj svinčikom zapisala, ker sem se zgodila. Ne? In ena zadeva je pa zelo zanimiva, ki se nisem zavedla, dokler se nisem s Patricijo Maričev pogovarjala. In sicer res, ko se zbudiš, so vse sanje hkrati prisotne. In ko jih obesedem, sem se morala strašno boriti, da najdem neko rdečo pot v obliki zgodbe. Se pravi, lahko bi šla v vsakem koraku ali pa na vsakem desetinki korakca v opis, kaj vidim. Tako da se ne čudem, da je Finnegan Wake, torej tistih 10 sekund prebujanja, iz spanja, mislim, cela knjiga, tako mislim, 80 strani, koliko je že to tale Andrej Skolic prevedel. Ampak jaz sem šla skozi to, da sem se prebila in vem, koliko česa vse nisem upoštevala. Koliko je enih 1000 podatkov znotraj vsakega stavka, ampak sem vsem zavestno šla v to, da minimaliziram, da spustim veliko tega, zato da sem prišla nekako v zgodbo. In tisto, kar sem doživela in kar se mi zdi fascinantno, je tudi v zvezi s časom in človeškim življenjem in sploh umetnostjo tudi povezano. In sicer je ta hkratnost časa. Ni prvič, da sem zasledila tudi že prej, to, da časa pravzaprav sploh ni, ampak da je naša izkušnja človeško organizirana tako, da nam daje iluzijo tega časa. Je pa ta ideja, da je vse hkrati, da si hkrati se glihka rojevaš, si sta 5 let, si že umrl in tako. Skratka, mi je bilo zanimivo in v sanjah se mi zdelo, da je to res, zbudim se in je vse naenkrat pa meni, vse naenkrat, vse, kar se je zgodilo v istem času in potem iščem pot nazaj, na začetek teh sanj. No in so pač take zgodbe, nastale vse približne ali pa okruške zgodbe. Ko da lahko kakšno preberem, mogoče. V noči na 27. september 2015 Ljubljana kašljem in ob vsakem kašlju izplunem 6-kotno stekleno posodico z gnojem notri. Ta se nato zloži z drugimi vsad. Potem pridejo velike kovinske čebele, uradniki, pol so srebrne čebele, pol uradniki v modri obleki in beli srajci s kravato, svetlimi lasmi na prečko, vsi enakih obrazov, od pasu navzdol pa srebrne čebele, vidim tudi najmanjše dlačice po nogah, pregibe zadka in pokrijejo moje izplunke s pokrovom, kot čebele ličinke, bodoče čebele. Kot čebele ličinke bodočih čebel. Zaskrbi me, bojo s tem okužili druge ljudi, jaz kot matica zla. To je tak zelo aktualen, ampak že pred 6 leti sanjam detaljček. Ja, nekatere pesmi so pa bile pisane v koronskem času, ampak datirano gledano pač niso. Barbara Korun, najem pogovor se počasi izteka. Zanima me, če imam to kakšno vprašanje. Drugače najlepša hvala za tvoj obisk iz Ljubljane. Tako da zelo smo uživala. Najlepša hvala. Hvala tebi za, vsakega čas študiozno branje in vse si čudovito, ne sem natančno prebrala, ampak tudi predstavlja in res hvala ti za to. Hvala. Veliko dela je zadaj. Hvala.